Drage gospe in gospodje, sedim takole enkrat v gledališču in tik pred začetkom predstave slišim, kako urejena starejša gospa šepne spremljevalki v vrsti pred mano. Upam, da bodo igrali tako, kot je prav. Pod to kratko priprošnjo vrle abonentke se odpira pravi filozofski prepad. Kako pa je prav? Kaj je pričakovala? A je prav tako, kot je videl avtor pred svojim duhovnim očesom? Bradati možje na visokih koturnah, še omotični od posledic hupnih slavi, krulijo Orestejo skozi pisano poslikane maske. Julija, smrtavec, ki ravno mutira, se na odru dere v popoldanski londonski dež. Kako je prav? Napeto, pretresljivo, tragično ali komično? Poznamo igralce, ki znajo telefonske rumene strani odigrati tako presunljivo, kot denimo Otila. Tudi režija ponuja neslutene možnosti. Razlog, zakaj je igra taka, kot jo doživljate in pogosto tudi potrpežljivo prenašate, tiči v srečni ali nesrečni kombinaciji režije in igre, ki se že od nekdaj bojita drug druge. Ta proces vam spominja na božje stvarjenje sveta. Gledališki direktor vrže tekst v areno in upanja poln čaka, kaj se bo zgodilo. Naj pripomnim samo še to, da je naša stara gospa, ki še vedno z garderobno številko v roki čaka na začetek predstave, videla uprizoritev, ki je, kar zadeva preurejanje besedila, asociativne kolaže, drzne preinterpretacije in ekstremne gledališke akcije, postavila nova merila. Dramaturgija. Celo igralci, ki so vse življenje preživeli na odru in ga poznajo do zadnjega cuga, so nemočni, če jih vprašaš, kaj je pravzaprav naloga dramaturga. Ve se, da zbira odvečne tekste za gledališki list, da se zmeraj nekaj naskrivaj dogovarja z vodstvom in da včasih organizira matineje, ki ti pokvarijo prosto nedeljo. Kar naprej prenašajo kupe potiskanega papirja in so vedno krivi. Zaradi iger umaknjenih iz programa, zaradi neuprizorljivih komadov in zato, ker igralci dobijo tekst tik pred zdajci. Vse to bi vsega hudega vajni ansambel še prenesel, če ne bi bilo glavnega problema. Dramaturgi, kakor da ne spadajo v kolektiv in so zato v gledališču tak čuden pojav. Dramaturg se tega zaveda in to mu daje pridih osamljene tragike. Dramaturg se na primer zavzema za nove avtorje v repertoarju, direktor pa se odloči za Brehta. Ali pa dramaturg navije za to, da bi moralo gledališče pogumneje izrekati politična stališča. Konča se pa tako, da ansambel na naslednji gasilski veselici prodaja hrenovke in šmika otroke. Seveda je vsem igralcem jasno, da se morajo za to zahvaliti dramaturgu. Ob vsem tem pa so dramaturgi pogosto ljudje z vizijo novega gledališča. Ampak jim direktor ne pusti, ker si o dramaturgiji misli precej podobno kot njegov ansambel. Zato mora dramaturg z lastno umetniško žilico v off-teater, če hoče uresničiti svoje stare sanje. Namreč projekt Faust pomišljaj Marjetka in sicer z igralci, ki so po 2 letih brezposelnosti v gledališkem žargonu svobodnega poklica dovolj voljni, da sledijo vizijam spregledanega genija. Blazno mi je žal, avtobus mi je speljal trik pred nosom. Ni problem, res ne. Jutro. Ali bi se kaj pogovorila o prizoru? Pa ja, meni je prav, teksta sicer še nimam čisto v glavi. Včeraj sem namesto kolega delal za šankom in ko sem zaključil blagajno, je bila ura že 2:30. V redu, ni problem. Saj je treba trolje tako, da razčistiva, kako se bo vrnila. A si si kaj ogledal material? Ja, tako na brzino, ampak tudi moram tako na urad za zaposlovanje. Potem
pa bom imel časa še, pa še. Ti bom pa kar jaz na hitro povedala, zakaj gre. Mi pa moramo pokazati, da Marjetka je samo sredstvo. Ona je v predneženi pomenu cement za prijateljstvo med Faustom in Mefistom. Z njeno žrtvijo se Faust in Mefisto pomožko združita, da stane ena produkcijska enota. Evridikin princip, če se tako vzame. Ja, ženska žrtvovalnost kot katalizator uresničitve moških željač, tako na grobo vzamemo, bolj natančno to najdeš v materialu. V mašinariji komada je Marjetka od vsega začetka v poziciji smrti. Ona sploh nima psihologije, pač pa odseva psihologijo protagonistov, razumeš? Se sliši zelo zanimivo. Ja, saj si ti najbolj bistvene tekste v literaturi okrožila. A lahko vprašam, bova valila več kot 2 uri, danes imam namreč nekaj še na radiju. Ni problem, res ne. Kje si že ostala? Pri psihologiji? Točno, to najdeš pogosto v klasikih. Amalija pri razvojnikih, Stela, ja to sploh niso ženske, pač pa moški material, igralski material moškega, se pravi vsevednega jaza, da se preoblikuje v produkcijski stroj, bodi si družbeno ali kreativno. In tam, kjer so ženske, pentezileja, so to v principu moški. Kleist se identificira s pentezilejo. Razumeš? Fascinantno. Kot moški zdaj igraš Marjetko, ta mehanizm razgaljaš. Ja, sem pa sploh mislila, če bi ne črtala Marjetke, ampak potem bi manjkala ena barva. Ne, tudi meni se zdi smešno. Vsi, ki si mi povedal, da bom igral Marjetko, so rekli, da pridejo gledati. To bo gotovo uspešnica. Jaz mislim, da je tragika figure, ki se bori za svojo ženskost, v bistvu so to ženske... Ja, sem prinesel pokazati nekaj cun. Ne smeva delati z optičnimi signali, pač pa moramo delati iz idej. Škoda. Ja, ti ta koncept kaj draga, razumeš? Ja, seveda. Vse je treba poizkusiti, zmeraj se je treba poglobiti, zmeraj biti odprt. Ja, a začnemo? Pa ja. Jaz mislim, da lahko nakaževa še en aspekt, ki ga pa v Faustu še nikoli niso obdelali. Samo nekaj. Denar za vaje bom dobil tudi brez popravila. Se bom že jaz govorila. Ja, drugače bo hudič, če bodo na navalu za zaposlovanje govorili, da... Skoncentriraj se. Verjetno se nisem dovolj jasno izrazila, ampak ti ne igraš žensko. Zakaj pa ne? Ali pa recimo tako. Ne igraj, sploh nobene vloge. Tega pa še nisem nikoli videl. Poskusi tako, kot da igraš vlogo, se pa pri tem zavedaš, da nimaš psihologije. Bom še enkrat poskusil, prav? Zagadno tukaj je tako, pa zunaj toplih ledi vetrov, tako mi je, ne vem kako. Ne mislim po žensko, mislim popolnoma spolno neutralno. Kako? Zaenkrat samo odmemoriraj tekst. Ja, pa saj to delam že ves čas. Samo govor. Zagadno tukaj je tako. Zdaj pa figuro pozabi. Katero figuro? Predstavljaj si tekst, samo tekst. Zagadno tukaj je tako, pa zunaj toplih ledi vetrov, tako mi je, ne vem kako, komati bi prišla domov. Bolj se distanciraj od teksta. Po vsem životu me praši na strah, sem pa še klič, a bodno plah. Sedaj
malo agresije. A se vam ne zdi bolje, da bi tole prebral kakšen hermafrodit? Jaz mislim, da so to procesi, ki so pa važni, da dobimo formo in da ne smemo pa zgodaj odnehati, ker smo že na dobri poti. Grem na brzino in jo pokaditi. 30 evrov pavšala, če bo vse dobro. Kaj bi ona sploh rada? Frajer kar naprej nekaj izžareva in misli, da je to šal. V gledališki kantini ga hitro prepoznaš po konjaku in mošusu. Zdi se, da so vaje za frajerja superno, a neizogibno pričkanje pred družabnim popivanjem. Vsem, ki ga hočejo poslušati, pa tudi drugim, pove, da je pač tak, kakršen je. Kakšen pa je odvisno od situacije. Uživač, pobalin, polnokrvni gledališčnik, Dunajčan, Pavliha. Frajer želi, da bi ga imeli vsi radi, še zlasti mlade igralke. Zato gre nepomemben del režijske plače za poskuse, da bi naivne igralke v gledališki kantini opil in položil. Ko si tako na vso moč prizadeva, da bi ustvaril življenja vredne pogoje, mu za režijo kakopak ostaja malo časa. Eno pa ve frajer čisto natančno. Če imaš v krvi, igraš sam od sebe. Dobar dan. Ja, a si že tukaj, ljubica? Takole zgodaj zjutraj nisem za nobeno rabo. In če v sobi nimam vame, se sploh ne zrihtam. Ja, pa imamo kaj kave? Ne. Ja, potem pa kar eno pauzico naredim, da te povabim na kofete, ljubica. Birgit Kowalski. Kaj je zno? Meni je ime Birgit Kowalski. Ja, potem pa povej, no, Brižita. Kaj bo pa danes delala? Odsvani 89 lahko iz skrinjico. To je tam, ko Katica nene kišnico od Fausta, kako očarljiv prizdobček. Marijetka. Prej, ona je tako vesela, da bi kar zaplesala. Zato ti mirne duše zapleši nekaj korakov vračka novka. Potem pa takole kovcni. A kovcne me? Nič se ne moj. Takole pa res ne moram priknoti. Poglej, Katica je še taka. Zagledala je moškega, čednega, postavnega deca z očarljivimi očmi, ki mu je takoj všeč. To je pač nedolžna končala. Rada bi se zaljubila in potem opazi, da pleše in potem je rada sram in potem ugotovi, da je notri tesno in hoče k svojemu Faustu. Zagadno tukaj je tako, pa zunaj toplih leni vetrov, tako mi je, ne vem kako. Komati bi prišla domov, po vsem životu me prešinja strah, sem pač teklič, a potno vlah.
Jaz vidim tak pozor drugače. Ampak prečudovito te je bilo gledati, samo malo več šarma, dragica. Ti se rada živiš, kaj ni žarevaj. Birgit Kowalski. Poglej. Sedci. Ljudje sedijo v teatru. Garajo se do dneve in potem si kupijo karto in hočejo vse pozabiti. Radi bi bili mladi, radi bi se nasmejali, pa malo tudi zajokali. Oni rabijo nekaj za sanjati. In potem te zagledajo in se lahko mirne duše malo vate zaljubijo. Poglej, to moraš narediti čisto narahno. Ja? Zagadno tukaj tako. Pa zunaj toplih lednih vetrov, tako že grem. Ne vem, kako! In javke čisto narahno. Mama bi prišla domov, kot ena srca, ki je gozdo strah, ampak se vaš čas smehlja. Ja, tako Ljubica, zdaj poskusi tole še ti narediti. Nič se ne boj, ti samo zaupaj staremu mačko. Boš še videla, kako lepo bo vratalo. Ja. No, a vidiš, da znaš? Zagadno tukaj je tako. Pa zunaj toplih lednih vetrov. Ja, malo ne čakaj, zavedaj. Tako mi je, ne vem kako. Lepo, zdaj pa malo spotrisi z lasmi. Ko mati bi prišla domov. Zdaj smo me ustraši. Ne prešinja strah. Sem pač deklič. Zdaj se smeh je tako navihalo. Abotno plah. Bravo, prečudovito te je gledati. A tukaj ti bomo dali eno tako dekorativno oblekice, pa juškice bomo podložili, da bo kot v plavnici. Kaj pa pesem? Zapela bo pa samo prve kitice, bodo bolj. To bomo naredila malo bolj pikantno. O, tu je bil kralj, razvez, bla, bla, bla. Tukaj ti bomo podložili violine. A pridem še enkrat. Ne, dajmo naprej. Se pravi, preobrat, zagledaš škrinico, se ustrašiš, tukaj bomo zaigrat grozo, oči ti kar ven padajo, ti pa rokice na obraz, potem pa vprašaš v papir, odkud kiškica tu? Tu je bil je krastarec, prezvez. Ja, tukaj ti bomo nekaj krasna kita, se bojo ljudje kar sline cedile. Bom še enkrat. Ne, dajva naprej, nima toliko časa. Vse, če znaš, se pravi, tu zagledaš škrinico, zlato je tako naprej, potem pa tega. Po zlato pnese vsakdo in pomežikneš. Ljudje bodo že vedeli, da bi se povedati. Ja, Za zlatom vre, po zlatu pne se vsakdo. In pomežikneš, potem pa nazaj na rame. Silote! In malo kikico ga potegneš, da se ti nogica pokaže. Potem pa greš dole. Zdaj pa Ljubica gleda na kovetek. Mučenik. Režiser srednjih let s kariero v akutnem zatonu se muči s svetom obče. Še posebej pa se muči z gledališčem, teatrom. Vse igralce sovraži kakor samega sebe. Oklepa se ideje drugačnega gledališča groze. Prepričan je, da ga z navadnimi igralskimi smrtniki ne bo mogel uresničiti. Išče ekstrem. Ne, takoj bo! Ja, ne bova najprej razložila, zakaj sploh gre. Pa ne, nisem vsega teorijo. Vse bova recitirati, potem tudi ne posebej pokamira. Važno je, da misliš mesena.
Mestiero? Živci. Zagadno tukaj! Ne. Ja, a ne prineste stavkom Je točno to. Je zagadno, sobarno. Ja, pa ne moš to tako trapasto oblekni. Lahko tudi bolj na glas. Pa ne. Kaj je tvoja asociacija na zagadno? Vročina, Švic, Bavarska, jezero. Ja, iz tebe pa tudi tega vsega izvleča. Pa to ima na čudno kvaliteto. Znoj, vročina, Sevilja, to moraš ljudem pokazati, je bilo pa boče ne tri. Vse drugo ima samo gledališko sranje, puta za abonente, ljuborane, naklanjanje. Ti moraš iti v sam ekstrem, čez vse mene. Tako, ljubica, evo. Mi dolmi si. Zagadno tukaj je tako, pa zunaj dobrih gledali. Ja, seveda. Kako bo? Ja, nič, bom se že enkrat nadla. Zdaj se pa pobanemo sem pa tja. Pa zdaj pa ščipinsko. Ja, simptomatično. Ja, bolj pa ne. No, končno je naravn stav. Sploh ne vem več, kako naj še je tam. Poglej, to, kar ona tam govori, je jasen dokaz, da je v krizi. Žensko je zdelala, v življenju je kapitulirala, ne more več. Zmanjkalo je, ne pozna se več. In jaz moram začutiti to norost. To je blazno globoko eksistencialno. Nočem načiščanega trianga, ampak resnico, ne pa buržoazno percepcijo, gledajte. Zagadno tukaj je tako! O, ne, tako pa res ne morem igrati. Kako naj se gre dejati z ljudmi, ki nimajo pojma o mejah, ki nimajo izkušenj s prepadom? Matura, akademija. A ti sploh veš, kaj je to bolečina? Kako prosim? A se ti v življenju že kaj zgodila? Zelo sem bila navezana na starega ata in ko sem bila stara. No, vidiš, tukaj ven potegni, ja, vse pa ponima vana naprej po tekstu, se pravi. Ko mama ti bi prišla domov, po vsem životu med pašilja stati, životu, ne telesu, životu, to je meseno, vidiš, vse na vse, zagadno stanje, trpljenje, život, mama! To je krik zatirane kreature, tu se vse začne. Kaj pa res? Pa ne mi s pesmijo. V Marijetki pride bolečina do izraza. Kako? Misli na starega ata, kako tukaj leži. Se pravi zelo nežno. Ma ne. Ma bom začela še enkrat. Marijetka to kleči. V solzah. Zagadno tukaj je tako! Pa zunaj dobrih gledali vetrov, tako mi je ne veš. Stop. Še enkrat. Se pravi, zagledaš skrinjico. Stopiš do skrinjice. Pa da vidi tvojo pohlepnost. Pa čez do torbe. Ogledalo. Nacistoidnost. Si natakneš nase nakit. Zadovoljitev potreb z materialnim svetom, očitno. Pa naravno. Zlato in tako naprej. To moraš z bruha abonentom zabrati. Potem pa nazaj. Ne si rote! Spoznaj. Očitno. Zatuliš. In dol.
Začetnica. Začetnica pride na igralsko akademijo z igralskim talentom in jo zapusti z diplomo. Vmes ji do nezavesti težijo s teorijo. Amater je prepričan, da mu brez gledališča ni živeti. Profesionalec je prepričan, da mu brez gledališča ni živeti. Med tema dvema stališčema imamo začetnico, ki sedi na odru in se ne more odločiti, da bi zapustila tla teorije, ker nima impulza, ker nima motiva. Začetnica posluša samo sebe. Tam pa majhen strupel žicelj, režiser, žebra svojo edino zveličavno resnico. Z misionarsko vnemo stopajo ti junaki v gledališče in po 2 sezonah, 12 napadih joka, 10 igrah, 5 ljubimcih in 8 opitostih spoznajo, da bi si 4 leta šole in 5 pregrešno dragih workshopov lahko prihranili. Ko novinci potem v prostem času raje zahajajo v kino kot pa v gledališče, je storjen prvi korak – profesionalnost. Katera pesem je že to? No, Kralj v Tuli. A ja, seveda. V barovni verziji je sploh minuta, ampak tam se stvari tudi čisto drugače odvijajo. Ja, bom takoj. Katera stran? Stran 89. Ja. Razmišljala sem, veste, kako bi to lahko naredili? Evo jo, za skrinjico. Ja, poglejmo, kaj imamo zdaj tukaj? Ja, a veste kaj? Te zadeve se bodo razčistile med vajami. Rajši kar začniva. Rada bi nekaj poskusila. Ja, o mnogi se lahko pogovarjamo še kasneje. Hop, hop, hep, hep, hip, hip, hop, hop, hup. Zagatno tukaj je! Tako! A vam je slabo? Prosim? Nič, samo tako se mi je zazdelo. Ja, sem doma razmišljala in sem si mislila, da rabim razlog, zakaj pridem sploh nota. In sem si mislila, da Marjetki bilo zunaj vroče, zato je hotela not, ker so bile takrat stene veliko bolj imele, mislim, v 16. stoletju. In pride not, misli, da je hladneje, pač pa ni hladno, temveč zagatno, zato zavreše jakno in po mojem ona še švica. Ja, to ste si pa dobro preživljali. A si ni videla? Se je, samo meni se zdi, da morava ta občutek tesnobe, utesnjenosti dobiti tako, da vam ni treba nič padati na kolena. Zagatno se tukaj nanaša na sobo, v prenesenem pomenu seveda na Fausta. A mislite? Ja, meni se zdi, da se tiče Fausta. Ampak ona ne reče zagatno, mislim, to se ja nekako nanaša na neko vremensko situacijo. Ja, Goethe tukaj res ni bil ne vem tako natančno, ampak vzemiva, kot da drži. Dobro bi pa še enkrat poskusila. Jaz sem pripravljen. Sedaj sem pa pozabila, zakaj pridem sploh nota. Ne, bila je zunaj in bi rada domov. In tukaj konec koncev stanuje, ne? Ja, bom pa
Zagadno tukaj je kako, izune toplih leni vetrov. Je bilo v redu? Ja, naprej. Tako mi je! Ne vem kako. Gospa Kovalski? No, tako sem si zamislila. Ja, to bo pa malo prekratko. Ja, saj sem hotela še enkrat vrtnut. Veste, po mojem mora ugotoviti, da mame ni doma in jo potem išče po vsej hiši. Ja, to bi bilo pa malo predolgo, kaj če bi samo pokukala skozi ta. Ampak jaz sem brala, da so bile takrat meščanske hiše dvonadstropne z majhnim tlorisom, veliko bolj visoke, s starimi stopnicami. Ja, že mogoče, samo ne vem, če je to ljudem znano. Ja. Kaj pa, če bi zaopila? Mama! Mama! Veste kaj, pesem lahko zapojete tudi za zavesami, pa bo publika prav tako sliša. Ja. Sem hotela pokazati, kako hodi po stopnicah. Veste kaj, tole s pesme raje pustiva, to samo ovira. Kaj pa mama? Ja, recimo, da je na vrata nalepila listec, sem šla v štaculo ali nekaj takega, se pravi, da ve, da mame ni doma. A z listkom v roki? Ne, ni treba. Kaj pa s ključem? Ne, tudi ne treba. No, bom pa še nekaj. Ne, dela naprej, nima toliko časa. Blazno dobro se mi bi zdelo, če bi kaj tako improvizirali. Brez teksta. Če bi si situacije kaj tako izmišljali, da bi naredili kot en trening. Saj ste nam rekli, da moramo veliko poskušati. Razen tega ste mi pa obljubili, da bova skupaj izdelovala moje prizore. Tako da ne bi imel kaj drugega početi. To se mi pa zdi zdaj malo nesramno. Na obenu pa improviziramo. Ne bom vas ustavljal, lepo bom gledal in vam potem povedal, kaj sem videl. Dobro. Od pesmice naprej. Odkot je skrinjica v Maritej? Vem, da zaklenila sem jo prej. To čudno, res je. Kaj mora biti v njej? Mogoče zastavajo kot... Mati dala je pred njim. Ob njem pripeti ključek tudi. Dajala bi, da jo odprem. Kaj je to? Moj Bog! Nisem čisto prepričan, kaj me tukaj igrate, gospa Kovalski, ampak če mi date kakšnega pritegnjenega ribiča s konzervo črnbov, potem ste zadeli v črno. Tako se prime na kit, sem vadila z nakitom od mame. Ja, ne vem, kaj ima vaša mama okoli vratu in tudi eno figo preka, samo nekaj vam pa povem. Če ne boste nehali padati na kolena, vas bom postavil s tajco. Že na akademiji so mi vsi govorili, pa jim nisem verjela. Najslabši so režiserji v provinci. Diva. Diva se razburja zaradi vlog, ki jih dobi, in zaradi vlog, ki jih ne dobi. Diva se vedno razburja. Diva to tudi zmeraj na glas pove, čeprav se ima za tiho mučenico.
Diva je tradicionalistka. Zadnji režiser je bil zmeraj boljši in zadnje gledališče zmeraj profesionalnejše. Takrat so zmeraj vsi vlekli za eno varu. To sicer počnejo tudi zdaj, samo da je na koncu vrvi zanka, ki nezadržno davi njeno ustvarjalnost. Diva je vedno žrtev kake zarote. Kostumografi, scenografi, dramaturgi, asistenti režiserja, režiserji, šepetavci. Vsi ti zlobni in diletantski primitivčki rovarijo proti njej. Diva trpi. Zaradi tistih, ki jo občudujejo in še bolj zaradi tistih, ki je ne. Diva ve, kakšno bi moralo biti gledališče. Nadarjenost za divo je prirojena. Prvi znaki tega izrednega talenta se običajno pokažejo že pri začetnicah. Največkrat se bodoča diva najprej spravi na kolege, ki so bodisi hodili na manj ugledne igralske akademije, bodisi so prišli v hišo en teden za njo. Do prave veličine pa se diva pospne šele po 2 ali več letih. Najhuje, kar se utegne dogoditi divi, je neizkušen režiser. Najhuje, kar se utegne dogoditi neizkušenemu režiserju, je diva. No, lepo, da ste prišli. Sem že mislil, da vam nismo povedali za dalje. A jaz to prav razumem kot kak očitek? Ne, za božji voljo. Znanost na podočnosti. V civiliziranem okolju, seveda, ste, mislim, hoditi po 2 nogah, nožen milice, taksije in hoteli v centru mesta. Žal mi je, da... No je že dolgo, sem vas zahtevala, da boste gore premikali. Kje pa imate asistenta? Danes mu dal prostor. A je zdaj kavo s kuho opremlješel najlepše? Ne. Danes ga sploh ni bilo, ampak lahko jo vam jaz kuham. To ni vaše delo, zato je asistent. Rade volje vam jo skuham. Vidite, no tako živčni se vam tudi preskuplika zmogla. Lahko bi vas nekaj en pepelnik. Brez zamila, pa ker tukaj se nekaj bi. Ali je to na razlog za vas, da dami ne boste prinesli pepelnika? Nisem tako mislil. Torej, kaj bi danes radi videli od mene, gospod režiser? Prizor skrinjico. Ja, in potem? Ni samo prizor skrinjico. Ja, tako težko pa spletni, ampak vi ste režiser, jaz pa samo igralka, ki se vam zaupljivo izroča v roke. Se pravi, pridem skozi vrata na sredino sobe in začnem. Vrat sploh ne bo. A da jih ne bo. Ne. Ampak skozi nekaj pa je moram priti, a ne? Lahko pa tudi vse skupaj odigram za zavesami. Ne, seveda ne. Se pravi, vrata bodo. Ne, smisel, da poveste prve stavke za papirnato steno, tako kot senčne lutke, ja, tako kot v tistih azijskih lutkovnih igrah. Jaz bi rad to naredil malo bolj moderno. Ja, kako pa zelo originalno. Ampak, zajčkov s prsti bi pa verjetno ne bo treba delati. Ne. Vi samo v miru stojite, poveste prve stavke in po prvi kitici planete skozi steno. Dejte mi enkrat nekaj povedati, gospod režiser. A ste vi sploh že kdaj režirali? Ja. A veste kaj? Jaz si bom tukaj zazila vrata. Potem bom pa naredila tako, kot si predstavljam. Vi si vse skupaj v miru ogleda.
diceva che Bog všeč, vam bom z veseljem padel s tekstom skozi papirnato steno. V redu? V redu. Zagadno tukaj je tako. Pa zunaj toplih lepih vetrov. Tako mi je, ne vem kako, ko mati bi prišla domov. Po vsem životu me prešinja strah, sem pač deklič, abotno, plah. Oprostite. Kaj je že spet? To je bilo zelo dobro, samo a bi lahko zaigrali za spoznanje bolj preprosto. Bolj preprosto? Ja, to, kar ste zaigrali, je bila ena izmed možnosti, dobra sicer, ampak jaz vidim Marjetko bolj intimno. Bolj intimno? Ja, kako da rečem, ona tega občutka ne pokaže, sama v sebi čuti, kot da bi bila v transu, kot da bi lebdela. Vse je seveda vprašanje interpretacije. Kaj mi poveste? Ja, samo za trenutek oklevam, se sama sebi čuti in ta občutek bruhne iz nje in zato tudi ta igrica senc in zato potem tudi skočite skozi steno. Skočimo skozi steno? Ja, to da skočite skozi steno, ne naredi na naš, ampak nenadoma pade na dvogorska, razumete? Ja, sledim vam. Marjetka se po pomoti bože skozi papirnato steno in se zavi svojih čustev. A lahko že? Ja, bom poskusila zaigrati Marjetko bolj preprosto in intimno. A je to škatla za cigare? Ja. Dajte mi pa povedati, gospod režiser. A se mi prav zdi, da ta zaplacana dozica predstavlja skrinjico? Ja. Dajte mi povedati, a vi sploh veste, kaj je to rekvizit? Kaj hočete se povedati? Jaz dobro vem, da krožijo v tej hiši vse sorte pogledi o tem, kako naj potekajo vaje, o profesionalnem procesu umetniškega približevanja velikim delom dramske literature in jaz imam Fausta za veliko delo. Če mi pa za hudičevo skrinjico postavljajo na tla z režiserjevo vednostjo ali pa celo na njegovo željo, veselo kiščico za kubanke, potem se moram res vprašati, ali v tej drvarnici sploh lahko še z mirno vestjo opravljam svoje delo in poslanstvo. Upam, da sem bila dosti jasna, režiser. Gospod Knajs ni imel s tem nobenih problemov. Kaj potrebuje gospod Knajs za svoj kreativni proces, je njegova stvar. Jaz vem samo, da s takimi rekviziti ne bom igrala. Mogoče se to obnese v vaši amaterski druščini ali kjerkoli ste že zdolpnili ta poklic, pri meni pa ne. Ja, saj lahko na hitro skočimo v rekvizitarno. Zato imajo drugi režiserji asistenta. Ja, ki pa ima danes prosto. Ja, danes ima prosto. Ja, kaj pa ne naredim? Kako pa ne jaz to vem? Vi ste režiser. Bi lahko še enkrat poskusili? Zagatno tukaj je tako. Razume to prideni vetrov. Tako mi je, ne vem kako, ko mati bi prišla domov. Po vsem životu me prešinja strah, sem pač deklič, abotno blah. A je bilo to dovolj preprosto? Ja, zelo dobro. Dovolj intimno? Ja, zelo dobro. A naj še bolj slučajno padem skozi steno? Ne, tako bo kar urejeno. No, potem so pa levike naredila. A se ne sedela, da so tam notri cigare. Ne, ni treba bom zritel že kaj primernega. Ampak ne bi, asistent. Ja, saj to mislim. No, kaj bo pa sedaj delala? Kar hočete? Bo
Poslušajte, bom šla vse to lepo sama skozi in naslednjič vam pokažem in potem se bomo naprej pogovarjali, v redu? Zmenjeno. Tako, zdaj bomo šla v šivalnico pogledati. So mi naredili tak nemogoč kostum, da ni zapovedati. V takih cotah še oko ne bi pomimala, saj zgleda kot falška vinska kraljica. Bom sama šla in zvala nekaj primernega in vam potem prinesem pokazati, v redu? Zmenjeno. No, počasi se bo to je zagnalo, a ne? Poslušajte, vam bom dala en tak nasvet za začetnike, čisto tako prijateljsko. Če res hočete postati režiser, se morate pravočasno naučiti, da boste stvari lotili z ovnim, a me razumete? Razumem. Z ovnim. Igralec kot tak. Pravi teater se pogosto dogaja samo pred vajami ali po njih. Takrat se, kot bi videli, sprostijo čustva, po katerih se na vajah zamakla sta. Včasih so ti nenačrtovani izbruhi tudi v neposredni povezavi s poklicem in kažejo zanimiva spoznanja o tej skrivnostni vrsti, ki ji pravimo človek. Stisnite na primer igralcu po premieri samo 5 kritik v roko, 4, ki se kar cedijo od navdušenja in 1, ki ga komplet scefra. Boste videli, da bo ta dan čisto neuporaben. Dobra volja ga v hipu mine, kadi in pije, da mu že skoraj škodi, dvomi v svoj talent, v pravico na svetu nasplošno in tudi citati iz dobrih kritik mu ne pomagajo iz samopomilovanja. Razen, če so soigralca raztrgali še bolj nevarno, ali če bo ena od dobrih kritik objavljena v strokovni gledališki reviji, ali bolje rečeno v zlati knjigi Nadzemeljske moči. Niti ni treba, da je ne vem kakšna obširna recenzija, že en sam pohvalen stavek, že besedica je zadosti. Naprimer, prepričljiva Bebet Kovalski v vlogi Marjetke. 95% vseh igralcev pa tega nikoli ne doživi. Sprijaznijo se in se pod tem Olimpom borijo za vloge, ker vejo, da vsi kolegi, ki jih osebno poznajo, delijo isto usodo. Če pa jim vendarle uspe, se odprejo tudi v duhovni vrt občutljivega gledališkega umetnika. Vaš asistent pravi, da so težave s škatlo? Ja, skrinjico. Pa saj je v redu. Pa ni. Original boste dobili šele v koncu vaj, zdaj jo potrebujejo božični pravljici, ampak saj jo lahko prelepim. Ja, ja. Meni se bo zmešalo. Simone bolj igra na Dunaju. Velika je ravno prav, ampak saj gre samo zato, da mora izgledati bolj dražja, ne? Izjemna Simone bolj ta boli Annika. In to še celo s fotografijo. Saj to ne more biti res. Pa ja, to je ona. Ona igra se na Dunaju, koza zagamana. Zlata folija je tudi nekje. Bi raje imeli zlato? Kako ji je uspelo priti na Dunaj? Jaz sem jih trička pisala, in če odgovori niso. Simona pa hop, v Pop-Theater, pa v Theater heute in to s fotografijo.
tako dobro. Že na akademiji je bila za en sam drek. Nihče ni verjel, da bo Tereza diplome. Še danes jo vidim. Sem videla, kot stojali zamovile. Ti si nekaj, kot od Mikeliške. In vedno je igrala pogumne puške, same zatiranke, žandarme, Antigolo. In vedno čisto slučajno po prijetnih majčkah, pa so se ji javile na juške. No ja, tudi tako se pride na Dunaju, fič veriče ne boš posodil. Jaz pa sem mislila, da bo to teatra. Tele mehurčke bom že dobila, vam boš videla, kako bo čitna. Izjemna Simone na Dunaju. Beate Obudu. Nina snema film. Katarina je verjetno pisala pogodbo o maslu. Kaj pa jaz? Igraš Maretko. Lepo te prosim. To je bilo že toliko krat prežvečeno. Že ko sem videla poslovske skice, sem videla, da bodo to ena jajca. Pa kaj se že to iz naftalina? In poleg tega so pa meni še največ ščrnali. In nas prav zaradi tega še za eno leto podaljšala. Še eno leto v tej luknji. Še danes ga slišim. Bomo povabili enega zanimivega režiserja, to bo uspešnica sezone. Ja, Figo, za enostavno nakladanje. Se ne pa seveda vidim spet sam režira. Morala kar veriti, da take priložnosti ne bo kadar spustil. Potem pa še z knajstom vklopni drugi. So tretje razredno šmiro in kao ki te na oko še pogledane. Jaz tukaj pa ne bi kadila. Ti senzore za dim so tako občutljivi, se sprožijo že, če ti iz ust smrdi. Kaj naj pridejo gasilci? Pa še policaji po vrhu. Se bo vse kaj dogajalo v tem mrtvašnici, v tem kurniku. Jaz v te paske za igralce ne zdržim več. Ta samovšečnost in ta stari strah nad abonenti in izseljeni kolegi in ta repertoar iz pamtivnika in kritike, ki nimajo ne repa, ne glave. Jaz moram početi tukaj. Drugi ljudje delajo v zanimivih hišah, o njih se govori. Lani nas tudi enkrat samkrat niso omenili. Sem še posebej pogledala letopis. Izjemno Simona pa na Dunaju. No, sicer sem pa tudi sama kriva. Morala bi se malo bolj potruditi, pa bi tudi jaz zaprepala na Dunaju. Kaj hoče lepo vam telo? To je vse prav in vse lepo. Med sirote. Pa kar žalo, ne? Mogoče pa to pravo razpoloženje za konec bezoma. Da ne mislite. Še dobro, da je ga samo Anik, če bi igrala Solvaj, jaz tega ne bi predila. In če bo še da bo šla skozi tekst, bom rekla temu klub, da ne se svoj tekst kar sam uči. Jaz se ga tem danes pošteno napitam. A me ni dobro ratalo? Meni je všeč. Črtavec. Črtavec se zaveda dejstva, da je gledališče anahronizem, zoprna obveznost, sitna potra v družini zabavnih medijev. Na gledališče gleda kot na dostojno prireditev, ki po možnosti ne gre na jedra in ne traja več kot 1,5 ure. Slaba vest zaradi široke množice na eni strani in zaradi zahtev gledališkega dela na drugi je kriva, da na vajah prevladuje harmonična zbeganost. Dober dan. Pride, sedite. Prizor moram še enkrat preleteti. Popijte kakšno kavo. Ne pijem kave. Vse je malo časa. Jaz mislim,
da bi lahko. Trenutek, samo trenutek. Se pravi, tukaj se dva srečata na cesti, ja, vse lepo in prav, ampak predolgo. Se pravi, pesmico bo pa obvezno vrgla ven, zato ker samo bremza. Meni se pa ravno to zdi lepo. A ja, pesmica. Ja, ne, daj ga tudi reči, da daj spremca. Saj jo lahko vržemo v gledališki list, ali pa jo boš zapela pri matineji, a ne bi bilo to dobro, a kaj misliš? Ne vem. Smislila, da bi za vlogo bilo bolj. Ja, se to še zmeraj lahko spremeniva, čase pa bolj za enkrat jo vrživa ven. Daj pa še enkrat, do kak smo prišla? Ja, daj pa lepo od začetka. Ja. Odkot pa pridem? Ja, dobro vprašanje, bi moral na brzino pogledati režijsko knjigo, kar eno kavico popij. Ne pijem kave. Časa imava dovolj. Ja, edina vrata so zadaj levo. Ja, predstavlja se jih. Ja, to niti ni tako slabo. Ja, kaj tam začne? Da se je še zmeraj lahko spremenila. A tukaj? Ja, predstavlja se jih tam. Ja, to še zmeraj lahko spremenila. Zagadno tukaj je tako. Zunaj toplih ni vetrov. Tako mi je, ne vem kako. Ko mati mi... Čakaj, malo, kaj zdaj to? Zagadno pa toplo? A to sploh krabiva? To se sliši tako kičasto, pa še za potek jade ni nič potrebno. Se mi zdi, da hudo bremza, če takole poslušam. Ampak za vlogo se mi pa zdela pomembno. A ja? Ja, če res rabiš, ampak če bi vseeno malo skrajšal, a? Če malo se veseli, bova tole tako rešila. Ja. Povej čisto preprosto, zagadno je, pa sva vse povedala. Ampak potem se ne vidi, kako je ranjena. A misliš, da je ranjena? No ja, zato, ker je srečala Fausta. A ma ni je tak difuzno občutek? Ja, potem pa rec, nekako zagadno je. Nekako zagadno je. Ko mati bi prišla domov. Kaj zdaj to se tako sliši, kot da bi bila mama kriva, ali kot da bi lahko kaj naredila, da ne bi bilo tako zagadno. Ne. To ni dobro, ne. Bova videla tole takoj. Ja, tako. Nekako zagadno je, pa pauza, potem pa in mame ni. Nekako zagadno je. In mame ni. Po vsem životu me pašinja strah. Sem pač deklič, a bodno blag. Pusti to na kadance, to se sliši kot iz prejšnjega stoletja. Nič ne boji, to bova že rešila časa, ampak sedaj je važno, da vse skupaj malo skrajša. Nekako zagadno je. In mame ni. Odkot je skrinjica v omari, kaj?
Kje pa bo skrinjica? Kaj? To je črtano. Črtano? Ja, to se vleče kot kurja čreva. Če bomo toliko nakladala, se bomo še preteknila, pa še po tej dejanje ni nič potrebno, ne. Ampak, kaj pa potem ne sploh še igram? Ja, čakaj malo. Daj pa povedati, kaj od teksta še lahko uporabila. Lepo se usedi, popijem kofetek. Ne pijem kave! Ne se mi razbujati. Ja. Za zlatom vrem, bo zlato pne, se vsakdo, ja, zelo lepo in prav, pa to bi bilo veliko bolj oprijemljivo, čeprav to je že itak tako znano, da po mojem je treba še na odru o tem gruziti. Ja, mesilo, a ni to lepo, kar tako zaključna, ja? Ampak, kako naj zaigram, da je Faust na Marijetko naredil vtis? Ja, dajmo pogledati, kaj malo, pa sedaj. Ja. Ja. A veš, dopiši kakšen delec. Čisto enostavno, pa veliko pa preprosto, pa veliko pa sodobno preprosto, kakšen delec. Ampak... Kaj lepo, tako poskusi pa lahko še zmire spremeniva. Nekako zagadno je. In mame mi! Kakšen delec! Mesilote! Če takole poslušam, razmišljam, če ta prizor sploh mojega krbnsko brživa za zgodboga sploh ne potrebuje. Meni se bi pa zdelo lepo, če bi prišlo ven tisto, kar sem vam prej povedala. Tega prizorčka lahko požugava tam drugam, bova že videli, ampak po mojem je bolj pravilno, da ga ven vrževa. Ne sekire se, štorija se razvija tudi brez tega. Stara sablja. Staro sabljo obdajajo niti, je klasični nemrtvec skloniran v ducate. Vsako gledališče ima svojega in vsi so leta in leta igrali velike vloge. Skupno jim je, da so gledališče doživeli v sijajnem času, času, o katerem se mlajšim še sanja ne. V Bufeju imajo že skoraj inventarno številko in vsi so že enkrat povedali direktorju, kaj si mislijo o njem. Nenazadnje so vsi doživeli v gledališču vse sorte, kaj takega pa le še ne. V bistvu se tudi nobenemu nič ne da, pa še boljše ponudbe imajo in zato delajo tukaj zgolj iz ljubezni do gledališča in da bi se mladina od njih kaj naučila. Ugotavljajo, da so novinci slabo izobraženi. Enostavno ni več nobenega dobrega govorca. In sploh je bilo gledališče po vojni najlepša stvar. Živilske karte za gledališke vstopnice, Hamlet v zbombardiranih hišah, vedno polnih do zadnjega kotička. Vsi so že kdaj igrali vse. Včasih stara sablja tudi režira. Takrat ga prevzamejo mili spomini in ker so njegove izkušnje zagotovilo za profesionalno postavitev, ponuja še zelenim režiserčkom, ki zapravljajo čas z vajami, očarljiv pogled v svojo zakladnico anekdot. Dobar dan.
je umrl. Najprej? Alfons Najpert. Pa nič ne pišejo, kaj je bilo. Ampak gotovo je bil želodec. Najperta je zmeraj dajal želodec. Ni bil slab igralec. Zelo dober posa je bil pri feelingu. Malo je se sljal. Dvainsedemdeset, a je to kakšna starost? No ja, ampak želodcem se ni za hecati. Ja, ziher je bil želodec. Tako, gospodična Kovalski, ja. Pa dejte mi pomagati dati mizo z odra, gospa Kovalski. Gospa Kovalski. Ja. Tako. Zdaj pa malo obrniva mizo. Gospa Kovalski, pa dejte mi še stol z odra. Gospa Kovalski. Hvala. Ja. Ja, pa ja, niste v šlahti z Rüdigerjem Kovalskim. Ne. No ja, on je bil dosti starejši od vas, bi lahko bili njegova hčerka. Saj se pogosto dogaja, da so tudi otroci. Ja. Poznali bi ga lahko kvečemo iz kina na začetku 60-ih let. V ene Rose aus dem Bergen je igral župnika. Ja, žal ne poznam. Ja, takrat je imel velike uspehe že za sabo. Ja. Zelo dober je bil pri Schmidtu v Bochumu. S Horstom Kaspersen ni mogel meriti, Horst je bil pač, ampak tudi Schmidt je imel svoje fore. Ka Birgit mi recite. Pa ga tudi že dolgo ni več. Se je zaletel z avtom. Verjetno se ga je napil, zapustil ženo, pa dva otroka. Smo še denar zbirali zadnjo. Ja, grde stvari se dogajajo po svetu. Žlampom ga pa je, povem, kaj nismo vse doživeli. Enkrat je na basen igral Tasan in je kar prešatal v Barenštajna, ki smo ga ravno takrat vadili, in ga je igral dobrih 10 minut, potem pa spet Tasan, pa ni nobeden nič opazil. Takrat sem igral služabnika. Je bilo moje prvo leto v teatru. Tako, gospodična Brigita. Birgit. Ja, njegovega vnuka bi pa morali poznati, mora biti vaših let. Arne Kovalski veliko dela na televiziji, nadaljevanke in podobno. Žal ga ne poznam. Zadnjič je bil gost v
ne moram se zdaj spomniti, ja, se tudi ni važno. Tako. Prizor sva že delala? Ne. Ne, ja. Se pravi, pridete not, 3 korake, potem 21, 22, pogled k vratom. Odložite šal in tekst. Zaenkrat to sem. Zagadno tukaj je tako, pa zunaj toplih lenivec. Oldenburg! Kako prosim? V Oldenburgu sem zadnjič videl Arneja, ja. Kaj je že igral? Orfeja, ja, to je bilo to, ja. Tako, kje sva že ostala? A naj pridem še enkrat, no? Ne, to je bilo blazno dobro, gospa Brigita. Pijanje. Ja, besede na koncu malo požirate. Tu morate bolj paziti. Ko mati bi prišla domov. Mamo morate za spoznanje bolj poudariti. A naj pridem še enkrat, no? Ne, kar dejva naprej. Po vsem životu me prešinja strah. Sem pač deklič, a bodno plak. 3-krat na dan. Premalo steklovine v zrklu. In če je prostor preveč ogrevan, pa vsakih pol ure. Ja, tako, se pravi, sem pauza. Pač, pauza. Deklič, pauza. A potem zajamete zrak, potem gledate malo naokrog, ja, in zagledate skrinjico. A še pred pesmijo? A nismo to črtali. Ne ga bi videla. Ja, če smo jo v Ljubljani lahko črtali, potem jo bomo tudi tukaj. Breslav 42. Šnitke jo črta in da namesto nje zapet Deutschland über alles. Se je hotel malo prenizniti. Naja, malo ga je mimo vsega, ampak se ga ni upal nobeden raztrgati.
Se pravi, pesnica gre ven in grem kaj do strelice. Bova tole midva takoj. Se pravi, zapojete prve vrstice, pesnico pa spustili. Ja, ostalo pa, kot sva se zmenila. In kaj naj zdaj zapojem? Se spomnim, kako sva to delala zaradi Keberca v Marburgu. Elke pride s pesmijo not, poje, vsi potegnejo za njo, aplavz na odprti sceni, velik uspeh in to neenostavna predstava. Zagadno tukaj je tako. Potem se je pa poročila in zapustila teater. Škoda. Pravzaprav. Ja. Tako. Kje sva že ostala? Se pravi, vi ste na odru. Ja, pa dejva tole malo zorganizirati, gospodična Brigitta. Birgit! Ja, se pravi, pridete not, tekst, zagledate skrinjico. Tekst, stopite k oknu. Tekst. Odprete skrinjico. Tekst. Pa do torbe. Tekst si nataknete na kit in tako naprej. Za zlato in tako naprej proti rampi. To ljudje poznajo, to mora iti v dvorano. Potem pogledate kot Hamlet, kot na balkon, pa nazaj do vrat. Tekst in dol.